v aukcijskem katalogu dražbene hiše Christie's v Londonu in na to dejstvo, na ta katalog nas je ljubeznivo upozoril dr. Uroš Ljubelj, ki je danes tudi med nami in ki je prispeval precej podatkov v ta zasilni opus slikarja Alna Landa. Zdaj pa vam gospoda Boštjana Mikla, da vam predstavi več o tem delu. Tole je samo še aukcijski katalog, v katerem je ta slika ponovno slika leta 2006, ki ga lahko tudi pogledate pred meni. Hvala lepa. Hvala za predstavitev in lepo pozdravljam vse zbrane in še eno od naših četrtkovanj. Danes je predmet naše obravnave ta nova pridobljena slika, ki izrekam dobrodošlico v Narodni galeriji in ki je bila, če pogledamo njeno zgodovino, prvič omenjena v prvi četrtini 18. stoletja, ko so bili lastniki Stalovoške graščine, člani plemiške družine Erberg. Prav stara roka, da je Karel Štral to zbirko grajsko zelo dobro podpisal in da je potem ponudil prednostni odkup osrednjim našim inštitucijam. Kmečka družina je sem prišla in je še danes tukaj. Krošnjar je pa še pred tem izginil neznano kam. Tukaj v Narodni galeriji ni nikjer s besedo omenil. V ozadju, v temnikavem ozadju vidimo krajino s skalami, drevjem oziroma grmovjem in nad njo precej temne grozeče oblake, ki nastopajo v nekakšnem kontrastu z navidezno mirnostjo krošnjarja. To je krošnja, koliko sem do zdaj uspel ugotoviti, tako imenovana velika majarska krošnja, ki je sestavljena iz lesa in ne gre za kakšen koš, pleten koš, ali je podobnega, ampak zgolj za neko leseno reč sestavljeno iz deske. Podobi preprostega kmečkega človeka, ki mu za kuliso služi reducirano krajinsko ozadje.